En od podarkov, ki se ga preomenja, je izobraževanje in ozaveščenje živeti z in za turizmom, s podarkom na mladih. No in v letošnjem letu smo poleg verjetno festivala, ki poznate, ki se dotikamo tako vrtcev kot osnovnih šol, kot srednjih šol, smo naredili prenovo, predvsem glavnega programa Turizem pomaga lastna glava, kjer smo v bistvu iz vsebinskih zadev prišli v to, da ne bomo samo imeli predvsem igre, se pravi strokovno nalogo, vsebinsko, na določeno temo, in pa igre, ki so nas naredili, smo prišli na predstavitev, kajti ocenjujemo, da je problem naš problem v Sloveniji je neko idejo, ki jo imaš medijsko ali pa marketinško izpostaviti širši javnosti. Zato bo letos na mesto igre, ki je bila prejšnja leta, bo marketinški pristop kot turistični tržnici. Želimo, da je mogoče prihodnje naše predstavljanje Slovenije na tržnicah in vsem bilo mora biti še malce bolj prodorno in zanimivo, zato treba že z mladim začeti. No in kot je prej glavna tajnica menila, dogovarjamo se z Mercatorjem, da bi potem ta državno tekmovanje in zaključno tekmovanje potekalo po celi Sloveniji v trgovskih centrih. S tem je dosegli pač večjo prepoznavnost, prišli od ljudi in pa ne nazadnje pokazali širši javnosti, kaj vse naši mladi bodoči turistični lupi delajo. Ne boste verjeli, ampak na teh predstavitvah je izjemno pokažejo ideje, izjemno v bistvu inovativnost in včasih škoda, da se to pravzaprav zgodi. No in tudi ne nazadnje se pokazalo tudi zanimanje, če smo imeli iz lani na letos povečanje nekje za 10%, je letos skoraj da 60% povečanje odločitev šol, ki bodo šle v to, iz lanskih 35 šol več kot lansko leto, se pravi iz lanskih 62 smo šli letos je trudno prijavljenih kar 95 šol po Sloveniji, ki se bodo aktivno v okviru svojega programa vzgoja za turizem, izbirnih vsebin, prijavili na ta projekt. No, pa kar ocenjujemo, da pa v bistvu to je ena od aktivnosti, da pa treba v bistvu mlade učiti kot cilj, da živijo za turizmom, se pravi, da se odločajo ali profesionalno, ali se odločajo zgolj za prostovoljno delo. In želimo se znati naprej, kaj je turizem, in pred vami je krasna brošurica Beseda turizma, ki smo jo zadnje izdali leta 1993, mi smo jo renovirali, posodobili in letos izdali in so dobili vsi, ki hodijo v šolo izbirnemu turistična vzgoja oziroma turističnemu podmladku. Tako. Skratka, vsi tisti, ki se ukvarjajo s tem, teh je po Sloveniji nekaj več kot 7000, so dobili to brošurico letos brezplačno, z namenom, da se seznanijo, kaj pravzaprav menijo osnovni pojmi v turizmu, kaj pravzaprav turizem sploh je, kaj pa želimo s tem doseči. Slovenski turizem na dolgi rok ima prihodnost in perspektivo, ampak dejstvo, da turizem v Sloveniji še vedno jemljamo kot prosto časovno dejavnost, ne pa kot resen posel. In tukaj mi dajemo zraven svoj prispevek, da pokažemo že mladim, da mogoče naj najdejo v tem svoj profesionalen, karierni ali prostovoljni izziv. V turizmu se da kaj več narediti, kot biti zgolj samo uživati na potovanjih. No in iz tega vidika v bistvu ocenjujemo, da letos smo pri mladih bili zelo uspešni, tudi pri aktivnostih na področju srednjih šol se je število povečalo za skoraj 20% in letos smo ga celo razširili, da bo ta projekt, govorimo več znanja za več turizma, bo tudi mednaroden, razširjen bo prvič s partnerji iz Italije. Cilj pa, da bi ga v bistvu kasneje še bolj regijsko razširili, mlade povezovali na nivoju srednjih šol, da med seboj izmenjujejo na zanimiv način izkušnje. Pričemer vsebine, ki smo letos dali, so tudi povezane z okoljem. Pri eni govorimo, je povezano z aktivnostmi, ki se dogajajo v gozdu, to so pri srednjih šolah, v osnovni šoli pa imamo je pa naslov Od zrna do mize. Pričemer hočemo dati poseben poudarek, da se mladi zavejo kakovosti hrane in da pač znajo ločiti med tako znano hrano in pa med kvalitetno predelano hrano. Zakaj? Ker želimo s tem ozaveščati, da tudi razlika v kvalitetno predelani hrani je lahko poslovna priložnost sploh za podeželje. Pač še en naš drobni dodatek k dviganju kvalitete turistične ponudbe v Sloveniji. Ker bi radi v bistvu pokazali, to, kar bi izposlili na stališču, da bi se morali slovensko kmetijstvo reorganizirati in usmeriti v predelavo kvalitetne hrane, ker tisti, ki ste bili na sejmu v Londonu, ste videli, da ponujajo vsi potovanje doživeti na podeželju in vsi razlagajo, kako imajo organsko predelano hrano. In to je naša zgodba, ne pa intenzivnost. Ampak očitno, bom rekel, sedanje generacije bomo težko prepričali, torej mi v bistvu začenjamo delati na mladih. No in s tem dejansko gradimo
bom rekel, dva pomembna stebra, pa če eni govorijo velikokrat o nočitvah in pa investicijah v hotele in pa infrastrukturo, kar je pomembno, mi poskušamo pa s temi skromnimi sredstvi in predvsem z ogromno prostovoljnega dela pa investirati v druga dva pomembna stebra, to sta pa v znanje in pa v kadre. No in ko smo že pri prostovoljstvu, to je problem, ki se nam je zgodil na dolgi rok v celotni civilni družbi, prostovoljstvo kot vrednota, to nas izgleda. Mi poskušamo s svojimi aktivnostmi pač kolikor lahko dati temu določeno večjo težo, tudi skozi aktivnosti pri mladih. No, da je pa dodatno še stimulirali, smo pa letos v okviru Svetovnega dneva turizma, ki je bil namenjen ženskam, tudi minili in dali nagrado najprostovoljki, da ne bodo samo rekli, da imamo vedno najprostovoljce. Moram reči, da je bil zelo dober odziv in jaz upam, da smo s tem stimulirali vse naše članice, ki jih je več kot članov, da bodo prihodno tudi prevzemali kakšne bolj vodilne funkcije. Kot veste, imamo 5 podpredsednikov, pa nobene podpredsednice. No in še mogoče nekaj malega predlogi za predlog dela za 2008. Predlog dela se zdaj pripravlja in bo nekaj sprejet v začetku decembra. Ostaja poudarek na zelenih vsebinah, zopet na podnebnih spremembah, spravo na posamezniku, kaj lahko tudi turistična društva v okviru svojih aktivnosti naredijo. Naprimer, sejem v Londonu je bil zelo ekološko smeren, od recikliranih preprog do materialov, do recikliranja odpadkov, energija, ki so pridobivali zagrevanje. Tudi v tej prireditve, ki jih čez 1500 delajo društva, bi radi jih malo dodatno nadgradili. Posvečali se bomo mladim, posvečali se bomo večjo število članov v zvezi, povečali se bomo prostovoljstvu. Eno predlogo je, da zdaj usklajujemo predlog za spremembo zakona o prostovoljstvu skupaj z celotnim civilnim sektorjem in pa poudarek bomo dali še nekomu in to je domačemu gostu. Zakaj? Promocijo, ki je dela predvsem STO, je, mislim, da ste malo določene rezerve, ampak je napredek v tem, ne delajo relativno kvalitetno v tujini. Ampak lepo nam statistika kaže, da je skoraj 40% gostov s tem so pa domači gostje. In ti so nam pravzaprav vitalni. In za te prečkrat mislimo, da so zgolj tam in da pa se bodo zgodili. Ampak jaz sam pri sebi pa se ukvarjam aktivno s turizmom 12 let, vsakič novo spoznavam, kaj vse ponuja Slovenija. In zato v bistvu želimo nameniti več pozornosti na dolgi rok, tudi na naslednjem letu domačemu gostu. Kako ga zinformirati in zainteresirati, da bo pravzaprav uporabil turistične storitve, ki v Sloveniji so kar kvalitetne. In predvsem, da se bo udeleževal v številnih tudi krajših aktivnosti, prireditev, ogledov. Vse to, kar mislimo, da je v bistvu osnova za razvoj turizma v Sloveniji. Šele potem, ko se bomo mi v redu, je domači gost dovolj več kot vabili tujci seveda.